Joc, lepo pozdravljen. Pred enim letom si delil z nami svojo izkušnjo iz psihiatrije. Praviš, danes stanuješ samostojno, izven vseh inštitucij, še vedno pa se vračaš na obisk v bivalno enoto, a ne? In se ti tam te določene stvari dobesedno bolijo, kaj se dogaja, tako da lepo prosim, če nam malo poveš, zakaj gre. Ja, po vsem tem času, ko sem zdaj samostojen, če se lahko temu reče, da sem samostojen, ki je itak noben ni čisto samostojen. Bistveno je to, ne, jaz zdaj, ko sem šel na svoje, ni več tistega, kaj sem, valanja po poslah, valanja po zibki, jaz temu rečem, da smo kot zibki. Imaš hrano, imaš toplo kovter, pa ne vem, ena sigurnost, ena varnost, ki je pa ta varnost, ne vem, po eni strani zelo drago plačana za... Komu je namenjena pravzaprav bivalna enota? Bivalna enota je namenjena ljudem, ki recimo doma jih, ko mi prenašajo duševne bolnike, če se lahko tako izrazim, pač ljudi z težavami v duševnem zdravju. Veliko jih pride direkt iz bolnice, je vrstni red oziroma čakalna lista je zelo dolga. Potem je tukaj še finančna konstrukcija, ki mora biti kakor toliko, je pa tle tako, ne, da zdaj v zadnjem času, ko denarja primanjkuje na vseh ravneh, je finančna konstrukcija več ali manj leži na društvu. Je samo dobra volja občin, da kaj doplačujejo. Meni osebno je občina sicer doplačevala vseh teh 18 let, mislim, ja, 18 let, dolga doba, skoraj najlepši del mojega življenja je šel od mladosti do starosti, ampak sem se kar nekaj naučil. Sem pa srečen zdaj, ko sem samostojen, moram reči. Delam tisto, kar meni paše in delam dobro. So še kakšne prepreke oziroma tudi, da mi še kdo kaj pove, kaj je prav, pa kaj ni prav. Se pravi, bivalna enota je nek podaljšek psihiatrije. Ko človek gre iz nekega kot kao akutnega stanja, potem je kandidat za bivalno enoto. Je temu tako? Ja, res je. Je nadaljevanje, ne, isto je tako, kao zjutraj treba vstati, tablete pojesti, malo pospraviti, pa se začne, ne vem, to je tudi moje mnenje, da ne sme vse sloneti v stanovanjski skupini na kuhanju, pospravljanju, razdeljevanju tablet oziroma konzumiranju tablet in pa se že počasi neha, ne. Plus televizor in pol gledanje televizorja iz kavča ali pa tako in ne vem, pa še kajenje. Veliko premalo miganja, veliko premalo telovadbe. Vse nekaj naredijo, narečem, da se nahodi na Šmarno goro, da se nahodi, ne vem, na kakšne sprehode, ampak glede na to, kakor poznam vseh teh letih, vseh nevladnih organizacijah je isti problem. Meniš, da bi te bivalne enote morale biti bolj v smislu neke rehabilitacije, da se človek povrne v življenje, ne pa neko odlagališče ljudi? Ja, jaz zmeraj trdim, pa tudi moj prijatelj Bogo Kranjc zmeraj mantrala PSR, ne, psihosocialna rehabilitacija. Mislim, da je to osnova, bistvo in glavna stvar, predvsem v tem, ko prideš iz bolnice, ali pa če si doma, pa si malo v slabši koži, da se rehabilitiraš, da dobiš željo za delom, čeprav delo v zdajšnjih cajtih, ampak še zmeraj, jaz tako pravim, delo je na cest, samo pobrati ga je treba.
Ni treba od začetka, da je ne vem koliko plačam pa to, ampak lahko si zadovoljiš svoje potrebe, lahko si kupiš, ne vem, tudi cigarete, ne, da jih imaš res za cel mesec, ne, da je tisto žepnino, ki jo dobijo v stanovanjskih enotah, da ne, 90% za cigarete oziroma za tobak, ker veliko se rešujejo fantje pa punce s tobakom in pol motajo cigarete in ne vem. To vse se sliši, kot da nihče v te ljudi ne verjame, da so sposobni še česa več. Ja, zgleda res tako, ja. Kakor da, ne vem, da obupajo tudi pol cel sistem, čez par let se vidi, da to ni to, ne. Jaz sem dolg rabo, ne. Predolg. Meni so prijatelji, recimo, bom direkt povedal, Igor Šprajcer je rekel, jo si mogel pred 10 leti banjati, ali pa še prej. Čim krajše obdobje, ker to je psihosocialna rehabilitacija in da te opolnomočijo, da dobiš moč in pol iti v življenje, v life. Edino to te naredi močnega in, ne vem, kako bi rekel, v tem kontekstu, da zaživiš polno življenje. Res je težko zdaj, ampak z penzijo pa z varstvenim dodatkom mislim, da se da, plus še nekaj dela, ne, da smo spet pa tisti moji mantri, ne, delo na črno, ampak... Torej, po takšnem zdravljenju, psihiatričnem, je sploh kakšna možnost, da prideš, da dobiš službo v teh časih? Kakšna je tvoja možnost, da dobiš službo? Moja nikakršna, ker sem invalid prve stopnje. Se pravi, da sem upokojen 100%. Je pa veliko fantov pa punc od zadaj, ki vidim, ko so tudi zaposlitvene možnosti v invalidskih podjetjih. Smo tam delali super, nič nam rekel, da ni to dobro, smo tudi vse na minimalcev, na enih takih minimalnih dohodkih. Dela se, ne vem, glih zdaj en fant pač dopolnil 7 let delovne dobe in kaj najhitrejša pot pač v penzijo. Kar je pa spet, je vprašanje, kaj je to, kaj je dobro, ne. A bo spet v penziji in bo pol dobil določen denar in se bo umiril. Umiril v tem smislu, da ne bo več delal. Torej, država na nek način podpira, da se ljudje čim prej upokojijo in da se nikoli več ne zaposlijo, da živijo v nekih bivalnih enotah, še vedno na tabletih in tam pač gledajo televizijo. A je temu tako? Ja, nažalost je malo metaforično, ampak na koncu je res to, ne. Jaz, kamor pridem na obisk, pa pridem tudi na različna društva, pa se pogovarjamo. Na dnevnih centrih je vsaj malo življenja. V stanovanjskih je pa to pol tam nirvana. Kaj doživiš, ko prideš na obisk? Ja, ko me izbudim sred dneva, to traja pol ure, da mi vrata odprejo. Ali pa še več, ali pa rečejo, ja, ležimo, prid drugič. Mislim, prosim. A je to posledica tablet ali še česa drugega? To je posledica sistema, njihovih vrednot, ker jih pustijo pri mir. Že tako, ko se jaz spomnim, ko smo bili, se smo rabili socialno delavko. Malo za čvek, malo za uno, malo je pokazala dolga leta nazaj tudi, kako se kaj kuha, kako se pospravlja. Se salc znam že cel življenje uporabljati. Se ni problem, pa tudi pobrisati pa kaj. Samo ni glavna nit življenja v stanovanjski, prehranjevanje pa čiščenje stanovanjske enote oziroma stanovanja. Je še vsake drugega, je vrt, je treba kositi, ne vem, vrt obdelovati, če hočejo. Ampak ponavadi še to delajo vse pač strokovni delavci in... Komu odgovarja, da ljudje tam životarijo? Ja, nevladne organizacije so na ta način, na tej osnovi
sploh nekoliko obstojajo. Ne. Stanovanjske enote so tle veliko denarja, tle so namenska sredstva, so določena obdobja, recimo 5-letna obdobja, ni sicer, kako bi rekel, to sem že v predhodnem, ko sem govoril lansko leto o teh stvarih, ni koncesij. To so nekaj predalih, ko je bilo dobro za nas, ne samo stanovanjska, pa to, tudi sistem financiranja, individualno financiranje, kar bi zelo potrebe, ne vem, bazen, drsanje, smučenje, enkrat na let, koliko gre recimo Kralji. Jaz gledam Kralje ulice. Oni so meni rešili problem v 2 mesecih. Meni pa še enkrat ni mogel v 18 letih, da sem prijavljen na Ljubljano. Pri 18 let se niso nikakor se ni dal, jaz bi že, ne vem, 5krat rešil svoj problem osnovni, da bi dobil stanovanje. Tako kot so ga nekateri dobili in sem vesel za njih. Skoraj bolj kot pa za sebe. Ampak res jim prvošem in lažje je subvencija in ne vem, sami pa res ne. Jaz sem zdaj v septembra bom sodeloval na drugem neprofitnem razpisu in sem 750. Koliko je tega, koliko je teh potreb, ampak jaz pravim se 10 let, pa ne, še 15. A pa imajo ljudje, ki so vsakodnevno na ne vem kolikih teh tabletih, sploh to moč, energijo, da bi karkoli v njihovih življenjih spremenili? Kakšne so zdaj, če obnovimo posledice, stranski učinki teh tablet, ki jih konzumirajo v psihiatriji? Ja, stranski učinki so... Ali lahko, odkot tepta recimo odločitev ta moč, da si odšel iz bivalne enote? Ja, jaz sem cel življenje fighter, malo so mi to zatolkli, se pravi borc, ampak enostavno se predajo. Pač njim je važno, da sem nek pospravljen. Starši se sicer še malo sprašujejo, kaj bo, ko staršev ne bo več, ko ne bo več suporta, se pravi, vsake toliko cajt, da jih pridejo pogledat, če jih pridejo pogledat. Mene ne pride meni, me ni prišel pogledat v 20 letih nobeden, ne. Oče, mama sta pa že mrtva, imam pa še tukaj bratrancev, ne, 13. Slišal se tam pa tam po telefonu, to pa tudi vse. Ampak kako si se odločil, da odideš ven iz stanovanjske enote? Kdaj? Še nekaj več, še nekaj od življenja, nekaj več, kako bi rekel, ne da se preizkusim na trgu dela, ampak da jaz odločam v svojih zadevah. Ne da skozi nekaj moram se podrejati, pa v glavnem žilca za življenjem, pa mogoče tisto vse imeti, kot bi bilo fajn, če bi imeli čim več ljudi. Tudi tisti, ki so odzunjeni, tisto otroškost, tisto, kot da imaš vse otroke, da nekaj delaš z veseljem, pa da delaš tako, kot ima eni srečo, ne, da imajo v življenju, da tisto, kar delajo, da jim je hobi in da jim je služba. Ne. To je tako v kratkih besedah. Ne. Jaz tudi za življenje, da sem sam, da ne vem, da odločam o sebi sam, to je bistveno. Kar pa veliki večini v stanovanjskih enotah, ne vem, ali je to kar nekam. Ampak če ti vsak dan poješ ne vem koliko težkih psihiatričnih zdravil, verjetno so neki stranski učinki, ne, o tem smo že veliko govorili. Težko je potem še najti tisto energijo v sebi, Res je. Da boš karkoli spremenil. Res je, samo... Ne vem, je to zdaj
če se enkrat v tem noter, v tem filmu, če lahko temu tako rečem, je težko najdeti. Jaz imam mogoče še srečo, da sem imel tako malo tablet, da sem bil že od samega začetka v boljši formi. Je pa tudi tako, ne. Več miganja, več tega, lažje to prenašaš, ne. Zbijaš te stranske učinke, ne na minimum, ampak rečemo do polovice, da se zavedaš samega sebe, da veš, da je še vse kaj drugega, kakor pa to, o čemer se pogovarjamo, ne, ta bivanje na stanovanjskih enotah, ker Ampak če bi imel pa močnejše doze, ali bi to še zmogel? ja, tle je pa catch, ne. Tle je catch v temu, vse vemo, korporacije z največjim veseljem ti napišejo, ne vem, 10 receptov. Zdravniki so povezani spet z določenimi firmami, in te je ta spirala, ke črna luknja, ke se vozimo ven not. Še tudi sam, če pridem recimo na okrevanje, pa kako bi rekel, da pridem malo nazaj v pole, me nafilajo do nezavest, ne, in pa spet rabim kar nekaj časa, da se sčistim. Kaj bi pa v resnici rabil? Mogoče kakšen pogovor, kakšen nasvet namesto terapevtskih tablet? Mi se hecamo, pač tisti, ki smo toliko pri sebi, da ga ni boljšega zdravila, kakšen evro. Namesto injekcije, da bi dobil 50 evrov, takoj podpišem. Ja. Ga ni Ampak boljšega. zakaj recimo se vračaš v polje? Kaj bi ti v tistem trenutku v resnici potreboval? Ja, recimo res pogovor, ja, to ste dobro omenila. Pogovor pa tudi, ta pravi cajt ustaviti konja, ne. Ko tudi mene recimo, ne vem, delo po noči oziroma te stvari lahko mi spremenijo ritem in se vemo, malo spanja za psihiatrijo, mislim za psihiatrične bolnike zelo rizično. Ne, če se veliko po noč dela. Tako da, ja, ni lahko, no, se pravi. Kaj ti predlagaš? Oziroma kako razmišljaš? Kako bi ti postavil ta sistem? Kaj bi bilo potrebno? Da bi bilo za dobro ljudi in ne za dobro kapitala? Manj tablet, več miganja, vaje, ne vem, mogoče da se napiše, ne vem, list papir zjutraj. Pač čim krajše bivanje v stanovanjskih in pol, samo to zdaj, v današnjih časih se bojim, da je to utopija. Da smo prišli do enega takšnega kroga zaprtega, ker redki ven iz te tirnice, kot kometi, ali pa ne vem, kaj da bi ven izstrelil se iz tega. Redki smo, ko se rešimo tega in smo kar noter v eni taki spirali in današnji čas ni glih najbolj primeren za take zadeve. Tako da so oni, ki so v stanovanjskih, lahko še veseli, ker velikih je, ki so doma jih našmergljajo, po domač povedan, so težave, bratje, sestre, mame, ati, ko mi jih gledajo, ne. Pa recimo so malo v slabši formi in jih po hitrem postopku peljejo v pole, Begunje, ne vem, Ormož, pač kamorkoli v Idrijo. Nafilajo se tablete, ne? In pa smo spet, ne vem, pa jih pa dajo kakšne domove, so malo starejši, ni prostora v stanovanjskih enotah, nevladnih organizacij. In pa je cel kup ljudi po domovih, Dutovlje, Impolca, ne vem, pač Dornava. Tudi stanovanjske enote, recimo v Hrastovcu,
No, to je zanimivo, ne? V Hrastovcu so tudi delali samostojne enote stanovanjske, pa so jih imeli več, kot vsi ostali skupaj, več kot 250. In s časoma v teh, tako malo spremljamo, 10 let nazaj, pa zdaj jih je samo še 150 stanovanjskih. Spet se nazaj vračajo v dom. Kaj zdaj? Kam gremo? In tle smo spet, ne vem, tablete, životarjenje, tam pa tam pridemo malo na obisk, ne vem, s fakulteto ali pa... Čemu služijo te tableti? Kakor poslušamo, te tableti te samo spravijo v neko stanje, kjer se dobesedno več ne zavedaš sebe v pravem smislu. Kaj zdravijo te tablete? A zdravijo te tablete? Na kratek rok, ja. To je, na tem bazira zdravljenje psihiatrije. Koliko je ozdravljenih? A so to doživljenjske neke stanja bolezni? A se da ljudem pomagati, da to ni doživljenjsko? Ja, profesor Glaser oziroma psihiater Glaser je rekel, da so to samo določena hudna stanja, ki se jih pač treba lotevati takrat res za eno kratkim rokom dajanja tablet, pa če manj tega. Tle pri nas, pa še kje drugje, ampak tle pa mnogo ljudi, ki celo življenje konzumirajo ogromne količine teh tablet. To je tista mantra, ki nam psihiatri v glavo ubijajo, da je to dosmrtno in da to brez tega ni življenja in sem gas. Ne? In je treba pojesti vse te tablete, kolikor jih je na razpolago, ali pa še kaj več, da jih komi tovarni, komi sprot delajo, kolikor jih mi pojemo. In pol so veliki zaslužki, korporacije imajo milijarde evrov, mi imamo pa tle pač žepnino, ne vem, v stanovanjski 80 evrov. Ne. Kdo to plačuje? Davkoplačevalci? Ja, država. In zdaj ne vem, če ne bi bilo recimo v interesu davkoplačevalcev, da se to malo požene, ta mogoče to skalo, malo hrib, ne? A pa da se jo razbije pa na koščke, pa da se zbrusijo, pa recimo so iz tega ven, zdaj bo metaforično, diamanti. Ne? Vsak človek je po glavi zase in resursi človeški. Jaz se to, najbolj mi je to netra, ki se ne izpostavi to, da bi iz človeka naredili maksimalno potegnil, da bi sebe naredil. Vse delajo, ampak po enem takmu postopku, ko vsi smo v enem košu in ne vem, to sem že tudi rekel, ne, psi lajajo, karavana gre dalje in juhuhu. Pa ni to, ne. Vsak ima svojo, vsak se trudi. Od zunaj tu sem že povedal, v Italiji so severni del Italije pod vodstvom gospoda Bezalje, psihiatra, že v 70-ih razbili psihiatrične klinike oziroma jih ukinili in naredili ambulantno zdravljenje. In veliko jih biva doma, hodijo recimo na določene dnevne centre, a pa tudi imajo kooperative, so pravi zadruge in zadruge zrihtajo del in to laufa od zunaj. Penzija gre v mirovanje, on dela. So določeni limiti denarni, ne vem, 7, 8, 9 tisoč evrov in ko to gre preko, se začne plačevati davek in se človek tudi čuti koristenega. Državi, jaz bi bil tudi rad koristen, sem že zadnjič rekel, pa še zdaj ponavljam, zelo rad bi plačeval. Samo dajte mi šanco, pa tudi, ne vem, ob tem mizeriji, ko dobim 316 evrov penzijo, prosim, dobro, imam mogoče moralnega mačka, bom zelo nekaj povedal. Glejte, tu deleč so spravili tudi Slovence, da ko imajo 40 let delovno dobo, pa imajo 410 evrov
penze. In noče vzeti niti vlastnega dodatka, da ne bi obremenil otroke pa vnuke ob njegovi smrti z dajatvami, ki bi hotel država. Plus plombe na stanovanja, na hiše, na zemljo, na njive, na travnike. Ne vem. Kako vpliva v psihološkem smislu na človeka, da se čuti koristnega, da se čuti, da sodeluje, da prispeva k družbi? Povej mi to razliko, da si totalno odvisen od nekoga, ješ tablete, ležiš, preležiš cele dneve, gledaš televizijo, ali pa da prispevaš svojim delom nekako k družbi. Kje je zdaj ta psihološka razlika? V prvi vrsti si sebi koristen, če delaš, ne? Tako. Prvi vrsti imaš ti, če dobiš plačan sploh del, ne? Danes so tako, danes so zelo veliki frajerji, tisti, ki imajo nekaj zaposlenih, pa jim nič ne plačajo, ne? Pa samo spreminjajo firme, to zdaj govorim za te, ki so stalno ali pa ki so pač zaposleni, ne? Za nas, ki pa delamo na trgu črnem, je pa to še toliko težje. Lahko prijaviš ga, ne, da z delom na črnem svojega delodajalca, s tem si zapiraš vrata nekje drugje. Jaz, ko imam socialno mrežo precej razprostrto po Ljubljani, pa še kje drugje, se nekako znajdem. Ampak spet v svojo skledo pljuvam, ne. To so mi že povedali na ministrstvu, tudi določeni ljudje naj grejsa, ne. Ampak kaj naj naredim? Socialna podpora je 289 evrov, penze pa 316, kaj? Pa mi je imel vse, da dobim socialno ali pa karkoli. Tako da v tem kontekstu, hotel sem še prej do konca povedati, delo v Italiji, ne. Pa zboliš, recimo zboliš, delaš, ne vem, si delal pol leta, leto, takoj se aktivira penzija, da imaš ti denar za življenje. Ne? Imajo tudi invalidnine, to imajo v Avstriji, pri nas lahko sajnamo. Res, da nam gre za nohte, ampak ne vem, ni problem, 3, 4, 5 milijard za banke so polne denarja, zdaj ne dajo niti kreditov tistem, ki imajo programe, da bi se cel krog zavrtel, pol v univerzalnem dohodku govorimo, spet nekaj sajnamo pa flancamo, v bistvu smo posiljeni reveži. Ne? A mi znaš oceniti, tako čisto tvoje mnenje, koliko ljudi dejansko potrebuje to upokojitev, ki jo tako radi podaljujejo, in koliko ljudi ti meniš, da bi še vedno lahko bili aktivni v življenju? Seveda z nekim drugim pristopom, ne s tem, da se jih fila s nenormalnimi količinami tablet. To težko rečem, ne. Ker, veš, to sem zadnjič govoril, razvrednotja ob sprejemu v bolnico te čist, ne. Pa spet pridobivanje samozavesti, da se ti pobereš v procentih na 20%. Smo že govorili večkrat o tem, pa malo gledali. Ampak če bi bil nek drug pristop do teh ljudi, da se že od štartu deluje, da se jih opolnomoči, da se razreši tisto akutno stanje, tisto problem, da se ozavestijo stvari in da se jih potem spodbuja k nekemu aktivnemu delovanju oziroma da se ljudi motivira. Ja, pol, mislim, na tak način. Ja. To so sanje v bistvu naše, ne. Lahko vsi, ne? Okay. Vsi. Ker vsak ima sposobnosti, tako ali drugačne. Samo treba jih je izpostaviti, treba jih je poriniti ven iz tiste teme na dan, na sončno svetlobo in pol zalivati. Pa raste to, kot pšenica. A bi še kaj dodal, Jurec? Ja, nič, naj se še kakšen prova, ali pa ne vem. Naj probajo življenje zagrabiti malo za roge.
Kaj lahko mi, ljudje, kot družba storimo, da bi se, kje vidiš še kakšno rešitev? Ne vem, to vse skupaj deluje kot nek neprodušni sistem, čeprav ljudje govorijo o svojih izkušnjah, se popolnoma nič ne spremeni. Kaj je možno sploh? Na kakšen način bi bilo možno karkoli spremeniti? Ne vem, veš, v tem sem velikrat, ali pa tako smo se ujeli v določene razglabljanja. Lahko sanjamo, lahko je sistemska ureditev, samo tle ni ne politične volje, ne, da smo, ne vem, glej, tudi naša predsednica, gospa Elena Pečarič, koliko je, in gospa Martina, njena prijateljica, tudi dela že več kot 10, da nam rekel 20 let na tem področju. Koliko se trudimo, koliko se trudite, koliko je enih iniciativ, tega vsega, borbe, ampak jaz ne vem, a to ne bo vpijoče, ali da se borimo z enimi kiklopi, sem že rekel, a kdaj bomo podrli tega kiklopa v morje, pa ne vem, a bomo mogli spet kepati parlament, mislim, smo že bili, pa ne vem, jaz se bojim, bom kar direkt povedal, jaz se bojim, zaenkrat je še mir, ampak se bo enemu utrgal, ko bo šmajserem uletel kepati parlament, pa v kako šterijo, kjer sedijo ti naši, ki odločajo o naših usodah. Se mi zdi, da bo prepozno, pa ne bom ben terorist, ampak to samo človek iz našega miljeja. Ne govorimo o psihiatričnem miljeju, tudi temu, ko se godijo krivice. Zdaj govorim o hude stvari, ko bo, ne vem, pa bo, se mi zdi, da bo prepozno. Pa ne bi rad komu dal veselje, da bi to naredil. Joc, hvala ti ponovno, da si delil z nami, kaj se dogaja v psihiatriji. Pa upajmo, da bodo slišali kakšno pravo šese. Cajt bi že bil. Hvala ti.